Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Simpatični Konjičanki Tamari Zidanšek se je življenje v parih dneh postavilo na glavo. Prvič je prišla med 4 najboljše na Grand Slam turnirju, prvič je uvrščena med 50 najboljših tenisačic sveta in prvič je čestital Novak Djokovic. Ja, nekatere stvari so neprecenljive, za vse ostalo je tu Joker Nole. Vi pa gledate 141. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali šport do smrti, zakaj je profi šport zgolj še biznis in gladiatorstvo. Boj za življenje danskega nogometnega zvezdnika Eriksena smo lahko spremljali v živo. Tokrat se je srečno končalo, kako bo prihodnjič. Zakaj je profi šport samo še biznis in moderno gladiatorstvo, nam bosta pomagala razložiti naša stalna komentatorja Miran Videtič in Tino Mamić. Toplo pozdravljena. Pozdravljeni. Miran, Tino, jaz ne vem, če sta vidva gledala to konkretno tekmo v živo, jaz moram priznati, da sem jo celo v družbi svojih 2 otrok in sem bil na več ravneh šokiran. Najprej seveda, ker človek med nogometno tekmo kar pade dol, ne. Slišali smo že za take primere, ampak saj jaz ga nisem še v živo videl. In potem vse tisto, kar se je kasneje dogajalo. Kako sta vidva to recimo videla? Mogoče Miran ti začneš, pa potem Tino. Ja, groza. Jaz sem gledal prenos in ta 42. 43. minuta. Ja, tik pred polčasom v bistvu. Tako, in praktično vrhunskega igralca, kot je Erikson, naenkrat izdaja noge, ga odreže, torej meni je bilo jasno, da gre za nekaj hudo resnega. Ne. Tako da enostavno, jaz sem napisal na enem od svojih družabnih omrežij, da zame so Danci že danes evropski prvaki. Vsak, ki se je športom ukvarjal, ve približno, ne, kako tak dogodek zaznamuje ne samo na kratki rok do tega konca tekme, ampak tudi na dolgi rok te igralce. Tako da enostavno sploh odigrati potem to tekmo, ne glede na to, da jo izgubiš, da celo zastreljaš 11 metrov, ko je povsem nekaj, lahko rečem, pričakovanega. Jaz ne razumem enostavno, in to je zdaj tudi v medijih kar žgoča tema, da UEFA ni bila toliko, da bi to tekmo prestavili za en dan. Jaz verjamem, da je zoprna situacija, ne, povezana tudi s stroški, ampak vendarle to je nek trenutek ali pa nek dogodek, kjer bi zadnje, kar bi štelo, so stroški. Ne. Oprosti, Miran, mislim, da so Danci rekli, da so jim dali 2 možnosti na voljo. Namreč, da odigrajo tekmo isti dan ali pa da igrajo naslednji dan ob 12. In se jim je to zdelo potem še bolj neumno. Tako kot sem jaz danes razumel obvestilo danskih medijev, oziroma mislim, da je celo šlo za nogometno zvezo, so bili več ali manj postavljeni kar pred dejstvo, ne. Da bi ali danes ali jutri, ampak veš, tudi jutri, ne. Poglej, recimo Nizozemca Danija Blinta, ki je izjavil včeraj, ne, da praktično celo noč ni spal, pa je nizozemski reprezentant, ki z omenjeno tekmo ni imel kaj dosti in da celo razmišlja o odhodu iz Evropskega prvenstva. Skratka, niso to tako enostavne stvari. Psiha teh fantov trpi verjetno še bolj kot fizika, ne. Tino, kaj ti praviš na to? Ja, najprej glede oddaje težko kaj novega povemo glede na naslov, ne? Ker je naslov pove praktično vse, ne? Gladiatorji, sodobni gladiatorji. Ampak če se osredotočimo najprej na to nogometno tekmo, bi rekel, da je tak šok, ki so ga gledalci doživeli in igralci, je v veliki meri tudi zaradi tega, ker je v današnji kulturi se izogibamo smrti. Ne, recimo, verjetno se ne spomni nihče od vaju ali pa od nas 3, kdaj smo te zadnjič nekoga videli mrtvega, kdaj smo molili recimo na parah, na ponoči pri njemu, ker je to že praktično v večini Slovenije prepovedano, je treba človeka takoj, ko umre, čim prej najprej dati v hladilnico in potem upepeliti, da dobiš potem tisto kantico, tisto pločevinko, ne, da se dejansko sploh ne moreš, se ne soočiš s smrtjo. Ne. Človek samo izgine in ga ni več. Vidiš samo tisto pločevinko, kapsulo in fotografijo.
Ogromno staršev tudi otrok noče voziti na pogrebe in ker je ta kultura, ki se izogiba smrti, tako močna, se potem, ko vidiš eno smrt, se veliko težje soočiš. Ne, to tudi psihološko gledano je zelo slabo, da to delamo. Že, Tino, a veš, torej, na nogometni tekmi, ki smo jo, vsaj fani nogometni pričakovali, pa ta prvenstvo, ki smo ga pričakovali z nestrpnostjo po teh vseh ukrepih, po teh zgodbah covida in podobno, pričakuješ eno samo veliko srečo, veselje, druženje in resnično ne razmišljaš seveda o takih dogodkih in te verjetno še toliko bolj pretrese. Jaz moram reči, jaz sem bil pretresen. Sploh, ker gre za enega fanta ali pa profesionalca, ki ga jaz zelo spoštujem, tega Kristjana Eriksona in ki je priljubljen, bom rekel, in v svojem klubu in v reprezentanci in taki dogodki, verjetno res tisti moment, tistih 90 minut, pa res verjetno noben nogometni fan ne razmišlja o smrti. Ne? In zato je toliko huje, ko, hvala Bogu, se je zaenkrat to srečno končalo, za razliko od mnogih prejšnjih primerov, ne, in to daje tudi del odgovora že na tvoje vprašanje ali pa vprašanje iz naslova, ali je šport gladiatorstvo, seveda da je, ne, ker danes verjetno se noben ne bo spomnil za 5 zadnjih primerov odpovedi srca igralcev, se pravi, se zgodi, greš, da zamenjajo drugi in je zadeva, kar se tiče, bom rekel, lastnikov, federacije in podobnega, končana, doma pa trpijo, ne vem, otroci, žena in podobno, v prejšnjih primerih. Tako da, enostavno, meni so to grozni momenti, no. Ja, sej, jaz moram reči, jaz sem sicer pač v času epidemije sem imel pač eno smrt v družini, nažalost sem bil tudi zraven, pač, ker se je to zgodilo, ampak vseeno, jaz nisem recimo navijač niti Eriksena, niti kluba, za katerega igra, niti Danske, ampak sem tudi, tako kot ti praviš, Miran, sem bil šokiran. Šokiran sem bil tudi zato, ker smo mi nekako to v živo spremljali, ne, sej, pač se zgodi, kar se zgodi in potem slika je kar tam bila, soigralci so morali narediti špalil okoli njega, da se ni videlo, ne, pol se je vseeno videlo tam vmes, da ga uživljajo, jaz nisem vedel, kaj zdaj narediti, če mu predstaviti, če mu to gledati, kaj čem zdaj z otrokoma narediti, ne, nekaj je v tem, kar si ti rekel, Tino, ampak vseeno se mi zdi, no, da je to neka intimna stvar, no, zdaj pa, oni na štadionu so pač videli tisti, ki so tako sedeli, so gledali, ampak to je v bistvu cela nogometna publika, je to lahko gledala, je režiser ni zamenjal kadra, včasih, ne vem, že ko se poškoduje igralec, recimo si zvije gleženj, zlom noge, ne kažejo tega, ja, tle smo pa kar gledali. Kako sta vidva recimo to doživela? Enostavno, to je pa nekaj, kar je pa enostavno res gnušobno strani UEFA. Jaz do včeraj, predvčerajšnjem praktično nisem vedel, da so vsi prenosi v pristojnosti UEFA. Potem je nek predstavnik BBC-ja povedal, da izključne pravice ali pa, bom rekel, vodenje teh prenosov pade pod UEFA. Ne. Počutil sem se prav neumno. Jaz sem šel v Atri, lahko povem direktno, ker nisem tega mogel gledati in sem se vrnil čez, ne vem, 10 minut in vidim, da še vedno, ne, in zahvaljujoč, bom rekel, velikim imenom, kot so te soigralci Kjer in pa podobni, ki so vendarle v tej situaciji ohranili to dostojanstvo, da so človeku, ki se bori za življenje, omogočili to privatnost, to zasebnost, sklenili krog okoli njega, da vendarle nismo prišli in izključno po zaslugi UEFA, torej na nivo nekega reality šova, ki se predvaja torej, ki so zdaj popularni in enostavno zame je to čisto, ampak res nesprejemljivo, da se tisti moment, ko se to ne zgodi, torej, ko se to zgodi, da se prenos ne prekine v končni fazi, ali pa tisti moment, ko so videli, da da je zdravstvena ekipa prišla z aparati za reanimacijo, da se enostavno ta prenos ne prekine in da gre naprej. To meni samo kaže, da poleg osnovne dejavnosti, to je igranje nogometa, ne, da se očitno te federacije športne poslužujejo tudi, se pravim, gnusobnih prijemov, da se privabljajo gledalci, ne.
Na koncu dneva, ko podpišeš, pa povlečeš črto, da morajo recimo danski soigralci pretreseni zaradi dogodka, pretreseni verjetno tudi zaradi poraza, prositi ne samo dansko javnost, ampak svetovno javnost, da ne širijo tega inserta, izsečka samega dogodka po družbenih omrežjih, je pa, ne vem, enostavno v UEFA se bi mogli zamisliti pa vprašati, čemu to služi. Ja, gotovo, da je to en živ dokaz, da je to ni več šport, ampak je dejansko gladiatorstvo, je nek posel, nek biznis, kjer se dejansko dobesedno do smrti gre. Že par let nazaj, recimo se spomnim, ko sem prvič nekje prebral, da je en znan športnik pri 45 doživel srčni napad in umrl in pol še eden in to se kar dogaja, čeprav nisem nek spremljevalec teh športnih dogodkov, ampak velikokrat slišim, kako en zelo mlad športnik, malo po tisti upokojitvi, umre zaradi nekih takih. In to mi kaže, da dejansko šport ni več šport, ni več torej šport, ki pomeni gibanje za zdravo življenje, ampak to sicer je gibanje, ampak ni za zdravo življenje, je ravno obratno. In potem, ko pomislimo še na vse dopinge in vse to, kar tudi te nogometne zveze preko sponzorjev, preko kapitala v bistvu pritiskajo na te fante, te športnike, je jasno, da je tukaj, da ni več ne zdravja, ne športa, da to sploh ni več šport. Jaz recimo, če si kaj ne želim, je, da bi moji otroci šli trenirati kakšen šport. Ravno zaradi tega, ker se bojim, da to je doping. Doping danes ni tako, kot je bil včasih, da so imeli to, ne vem, profesionalni nogometaši mogoče v Jugoligi. Danes je to v vsaki vasi, oziroma vsak rekreativc je lahko že hitro na dopingu. Jaz mislim, da časi romantike v športu so minili. Jaz gledam recimo te fante, ki se danes še igrajo športa, kot je recimo Luka Dončić, kot je Dragić, so praktično danes v manjšini. Zdaj, če se vrnemo 35 let nazaj, ko je bil šport še neka romantika, kjer se je recimo na tleh bivše Jugoslavije ali pa tega Balkana se je točno vedeli, da se igramo žogo za razliko od Rusov, ki so imeli že takrat nek šablonsko športanje, se je pa vendarle v teh koncih igralo romantično. Ampak danes, če primerjamo, pa vzemo primer tega Interja, kjer igra... Bomo primerjali, Miran, se upravičujem, ampak tudi mi smo bolj šablonski na faktorju, moramo zdaj nažalost na oglas, ampak ne nam iti gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj je profi šport zgolj še biznis in gladiatorstvo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Miran Videtič in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o tem, zakaj gre moderni profesionalni šport včasih celo do smrti. Miran, preden smo šli na oglase, sem te prekinil ravno tam, kjer si razlagal, da smo imeli v bivši Jugoslaviji, kot se je takrat reklo, loptanje pod obročima, medtem ko Sovjetska zveza je že takrat imela, dajmo reči v narekovajih, bolj znanstveni pristop do športa. Ampak hotel sem pol poveznico dati na, recimo, torej, da je ta šport že kar nekaj časa postal biznis in pa gladiatorstvo. Za primer, recimo tega nesrečnega Eriksona poglejmo, on igra v Inter Milanu. To je klub, ki ima verjetno na letnem nivoju med 60 pa 80 zelo zahtevnih tekem. To je klub, ki je, torej ljudje, ki spremljajo šport ali pa nogomet, vejo, da bivši trener Conte, ki je osvojil spet Scudetto po dolgem času, je praktično tiran, je človek, ki zahteva in na treningu in na tekmi maksimalno pozornost. Nogomet se je spremenil sam po sebi. Enostavno, danes imate vi igralce, ki pretečejo med tam 15-16 km na tekmo, od tega je bog ve koliko šprintov. In jaz dvomim, sicer to je vprašanje za doktorja, ampak jaz dvomim, da se je v zadnjih 20-30 letih človeško telo prilagodilo na te napore, da bi lahko
šli v izziv današnjega časa. Po drugi strani imaš pa lastnike klubov, ne, ki pa pritiskajo, bom rekel, na zaslužke, to je konec koncev pokazal tudi poskus Superlige, ne, kjer imaš klube, kot je Real, Barcelona in podobno, ki so v strahovitih minusih, ne, ki zahtevajo pokritje tega in enostavno, bom rekel, enostavno se pritisk izvaja na te igralce. Plus tega, ne, po moji oceni je plačilna politika v športu postala popolnoma podivjana, če lahko rečem. Enostavno z vstopom, bom rekel, teh ruskih tajkunov ali pa arabskega kapitala v nogomet zabrisale so se meje razumnega, no? Tako bom rekel, in seveda na koncu plača to tisti, ki za to igra. Veš, te fantje, te športniki, sam si bil športnik, veš, nisi šel zaradi denarja v šport. Saj jaz, ko sem se začel ukvarjati s športom, nisem šel zaradi denarja, ampak zaradi igre, zaradi zabave in podobnega. In te fantje verjetno še danes tako jemljajo ta nogomet, seveda pa so dobro plačani še ob tem, ne? Tako da enostavno se mi zdi, da torej zasledovanje človeškega telesa za temi izzivi ni šlo toliko naprej. No. Ko smo že glih pri fantih, Miran, ne, bo je za norveškega zvezdnika Holanda, ne, fuzbolerja, iščejo plačo €1 milijon na teden. Na teden, da. Njegov menedžer Mino Raiola, ne, zelo glasni evropski nogometni menedžer, €1 milijon na teden. Danes za 12-letne mulce plačujejo po €30 milijonov, kar je skregano z vsemi. Tino, mogoče si boš zdaj premislil, ko si rekel, da upaš, da tvoji otroci ne bojo šli v šport, ne? Ampak ti si navijač Hajduka, navijač hrvaške nogometne reprezentance. Recimo jaz priznam, mene osebno zelo moti, da ne morem spremljati tega evropskega prvenstva v nogometu na HTV. Zdaj, moj kabelski operater pač to blokira, zatemni, ne vem, kva počne tvoj. Recimo zate, ki pa si še navijač, pa tako, ali pa kaj to zate recimo pomeni, ne? Ker vendarle plačuješ ti to televizijo in potem jo zdaj ne smeš gledati. Kako ti to komentiraš? Zdaj nimam kaj dosti časa za okay. Te stvari, sem bolj posvečen domovini. To se mi zdi meni malo skregano z logiko. Jaz ne vem sicer, ali je to res pravno, če to pravno res drži. Pravno ni podlage za to. To zmerom reče, tudi pred leti je inšpektorat za medije rekel, da to ne bi se smelo tako dogajati, ampak očitno nihče ne odreagira in se kar dogaja še naprej. Ne? Se mi zdi, da če celo širi se to na oddajo pred tekmo, po tekmi, se pravi na neko vsebino, ki je res avtorska, se pravi, kjer ne gre za prenos istega dogodka, ne? Mislim, noben mi ne bo rekel, da je, ne vem, studijski del na tuji televiziji enak našemu studijskemu delu, zato ga mi ne smemo gledati, ker je to kršitev avtorskih pravic. To je nebuloza, ampak to se dogaja. Ne? Ja, če je država birokratska, se ponavadi dogajajo take stvari. V Sloveniji smo velikokrat bolj papeški od papeža v marsikateri zadevi, tako da to v bistvu ne preseneča in bi bilo fajn, da bi in politično in družbeno, da bi začeli se boriti proti birokraciji in proti tem birokratizmom v glavi. Ne? Tako da, sicer bi pa recimo glede navijaštva, ne? Jaz, kot si prav rekel, navijam za mojega Hajduka. Drugaš za Hajduka. Drukam za Hajduka. Ampak tisti Hajduk, ki ga poznam iz otroštva, danes ni več to, ne? Ker so noter je ogromno igralcev, ki so pripeljani od ne vem kod, ne? Ki v bistvu pridejo samo zaradi denarja. In navijaški klub Torcida, oni velikokrat rečejo, mi živimo za Hajduka, igralci pa živijo od Hajduka. Ne? In to je nekaj podobnega, se mi zdi, povsod, ne? Da je preveč tega. In velikokrat se sprašujem, koliko je smiselno zdaj gledati eno nogometno tekmo, ker je praktično vse malo da ne zrežirano, ker so igralci od vse povsod, zbrani so skupaj, trenerji spet ne vem odkot in to niso več tisti, ne vem, da bi rekli reprezentanca ene države ali pa druge, ali pa recimo klub enega mesta proti enega drugemu. Okolja, ja. In ker je to vse tako zmešano, poleg tega, da če potem pomislimo na vso to industrijo, ki je v ozadju, se pol vprašam, za koga je zdaj tukaj navijam in ali ni to neke vrste PlayStation, ne? Kakor da bi začel navijati v enem hollywoodskem filmu, ko se dva junaka tepeta, ne? In potem ti navijaš za enega ali pa za drugega. Ne? In v bistvu v mnogih športih se je prišlo do tega, da je dejansko to zelo podobno enemu v wrestlingu ali pa, oziroma niti ne v wrestlingu, recimo filmu Rocky. Ne? Torej, namišljeni
namišljeni bitki. Ne? In tega je vedno več, zato to dejansko šport izgublja to romantiko, kot je Miran prepovedal. Ja. No, sem v popravk, obstaja še ta klub, to je Atletico Bilbao, ne, kjer igrajo Samo baski, ne? Samo baski. Ampak da se vrnem k tvojemu vprašanju. To, kar si omenil, ne, s temi zatemnitvami hrvaških programov, jaz recimo dosti raje pogledam, če igra Hrvaška, pogledam hrvaški program, naj mi ne zamerijo, ampak analiza same nogometne tekme, torej pred tekmo in po tekmi se mi zdi veliko primernejša kot na naših slovenskih programih in zame je to nesprejemljivo. Mislim, jaz to gledam precej logično, ne? Če jaz kupim nek program oziroma plačujem vsak mesec ta program in če oni sploh nimajo zakonske podlage, kar praviš, mi je praktično torej, nezaslišano, da me omejujejo v tem, ne? Dogaja se včasih tudi celo, da je film, ne, tudi, to pa je čisto avtorska vsebina, da je isti film hkrati na sporedu, ne, v istem času, sploh zdaj, ki je ogled ravno nazaj, to sem hotel podariti, pa dnevnim zamikom ali pa karkoli. Ja, in takrat pa ni zatemnitve. Ne. Sploh pa ne oddaje pred in po tekmi, to, kar si rekel, v redu. Če že recimo zaradi svojih, bom rekel, teh marketinških partnerjev to delajo, ok, sama tekma, ampak oddaje pred tekmo in pa po tekmi, ampak očitno ni interesa, da bi se neka masa, kritična masa ljudi našla, ne, in sprožila kakršenkoli spor. Si lahko te operaterji očitno prikrajajo oziroma naredijo neka pravila po svoje. Ne. Ja, nekaj predstavljate si recimo, ne vem, ko se pač angleški prestolonaslednik poroči, ne, da bi pol to lahko gledali samo na slovenski televiziji, vse druge bi pozatemnili, ker gre za kršitev avtorskih pravic. To je čista nebuloza, ne, ampak to se nam dogaja. Ja. Tukaj gre še za eno stvar, ne, in to je recimo po osamosvojitvi, ko je pač država postala samostojna in tako, se je začelo malo ignorirati te, če rečem, jugolige. Recimo v delu, se spomnim, pred leti so bile vse sort lige, samo Hrvaške ni bilo. Ne? Pa veste, da je, če je Hrvatov v Sloveniji 60 000, ne, da je gotovo dosti ljudi, ki jih zanima, kaj se je zgodilo. Ne? Veliko bolj nas zanima kot, ne vem, ena italijanska liga ali pa ne glede na atraktivnost, ne, sam lestvica. No, italijanska mogoče ne, avstrijska pa nedvomno. Ne? Ja, no, ampak tega je veliko, ne, te prav neke vrste ignorance, ne, čeprav tudi če pomislimo, da v Sloveniji živi 12% ljudi, ki niso bili rojeni v Sloveniji in so bili večinoma rojeni v bivši Jugoslaviji in da so to večinoma moški, ne, pol je smešno, ne, se pol, ko pogledate recimo, ne vem, različne fenomene, kot je recimo Radio Aktual, ne, ti je jasno, da obstaja taka populacija, ki jih to zanima. Ne? In zdaj to nekaj skrivati ali pa se delati fine je neumnost. Se obstajajo tudi slovenska izdaja športskih novosti, ne? Predtem se je združila z našim športnim. Mislim, da ni več, ampak bila je. Ja, res je. Tako da je fascinantno, da slovenski mediji niso tega prepoznali, se strinjam. Ampak recimo jaz moram priznati to, če smo še malo pri tem Evropskem prvenstvu v nogometu zdajšnjem, se mi zdi, da je nekako nasilo, no. Žali Bog, ni še nihče, hvala Bogu, še ni nihče umrl, ne vem, kaj bi bilo, če bi, ampak poteka kar v neštetih državah, se pravi, sploh se ne ve, kdo je država gostitelj, vsaka tekma je v drugem kraju, različni ukrepi veljajo, ponekod so tribune praktično čist polne, ponekod so skoraj čist prazne, selijo se ekipe okrog, a to sploh ima smisel neko tako evropsko prvenstvo, ali je res občutek, da je to nasilo narejeno zaradi sponzorjev, zaradi televizije, zaradi vsega denarja, ki se okrog tega vrti? Verjetno absolutno zaradi tega samo. Ne? In tudi poveščanje števila udeležencev na Evropskem prvenstvu gre v to smer. Jaz ti dam en primer, recimo, zakaj mene, ne morem reči, da me ne zanima, ampak zame to več ni liga, torej to, kar imamo danes pod okriljem UEFA, ta v Champions League, to zame enostavno ni več Champions League. Zame je bila, to je Liga prvakov do tistih da je bila do konca 80-ih let, ne, ko se je dejansko vedelo, da iz vsake evropske države pride prvak v Ligo prvakov, imel si kup UEFA in imel si kup kupa, kakor se je rekel, oziroma pokal pokalnih zmagovalcev. In potem se je začel kemijati na način, da neke velike zveze dobivajo 3-4 predstavniki, ki sploh niso bili prvaki
upravičuje se to, da so to močnejše lige, seveda, da so močnejše, ampak tudi recimo v Premier League ti dobiš veliko več denarja za 8., 9. mesto, kot dobi, ne vem, zagrebški Dinamo v hrvaški ligi za to, da osvoji torej naslov. Tako da enostavno naredili smo iz tega športa enostavno velik biznis, zdaj pa je to interesu nogometne javnosti, pa ne vem. Jaz recimo bi rajš videl, da je star sistem, ker se soočijo vsi prvaki na nek način izpadanja oziroma na sistem izpadanja, pa kdor kamor pride, ne. Enostavno ne pa favorizirati neke države, da imajo po 4-5 predstavnikov, druge 3, tretje države tudi ne pridejo v Ligo prvakov, izpadajo v 1., 2., 3. predkolu že. Skratka, vse gre na to, da se dela posel iz tega, ni več prioriteta ta športni izid in pa, da bi lahko, ne vem, Janez Srbobran ali pa Stjepan tekmovali ne vem, z Rudijem, z Đorđom in podobno, ne. Jaz sem se najprej ustrašil, da boš vprašal, v katerih državah ali pa v kolikih državah je, ker ne bom, ker sam nisem čist prepričan, vem pa, da jih je veliko. Tako da je res tukaj, kar je rekel Miran, tukaj so res absurdi, ne? Ker dejansko ukradli so ime. Ne? Če je Liga prvakov, pol so prvaki. Tukaj pa je par prvakov, večinoma pa niso prvaki. Ne? Torej, to ni več Liga prvakov, ampak Liga nekaterih ali pa Liga manjšine prvakov. Ja. Liga, v kateri so tudi prvaki. Chelsea je bil letos evropski prvak, pa ni prvak svoje lastne države. Ja. Primer. To, kar si pa, mogoče sem še ta stavek prosti, Tino, tega pa na teh, torej na kolikih lokacijah to je evropsko prvenstvo, tega pa res ne razumem. Lahko, da gre zaradi promocije športa, pa ne vem, če je treba nogomet na ta način promovirati, da daš na, ne vem koliko, niti ne vem, številke ne poznam, koliko teh lokacij je. In kot drugo, po tem covidu verjetno bi se tudi lahko UEFA prilagodila in mogoče zmanjšala prizorišča na neke 3-4 države ali pa 2-3 recimo in bi bila zadeva tudi z tega COVID, bom rekel. Ker včasih imel enega max recimo 2 gostitla, ne? Zdaj pa imaš v bistvu nešteto gostitlev, ki so potem seveda v prednosti napram drugim državam, ki pa niso gostitli. Ampak to je tudi maltretiranje navijačev. Bili so neke restrikcije, da moraš v 24 urah priti na prizorišče, pogledati tekmo in se vrniti nazaj. Saj nogomet naj bi bil vendarle neko druženje, in spoznavanje, karkoli že. Tako da enostavno se mi zdi, da tudi letos je ta evropsko prvenstvo, ki bi sicer mogel biti lansko leto, izpeljan precej na silo, precej na mišice. Čakajo nas pa še mogoče še bolj na silo olimpijske igre. Ampak preden se tega dotaknemo, imamo pa mi Slovenci en svoj lasten, avtohton primer za mene ekstremnega športnega gladiatorstva, ki sicer že kakšno desetletje star, ampak poglejmo si, da si osvežimo spomin, zakaj je šlo.
Zdaj opravičilo gledalkam in gledalcem za napise v angleščini, ampak sej zgodbo vsi poznamo. Gre seveda za našo smučarsko tekačico Petro Majdič. Jaz moram reči, zdaj kot sploh s časovne distance gledam te posnetke, me to spominja na te filme Igre lakote, ne, skoraj. Zdaj pisalo je tam v angleščini, ne vem, če to drži, verjetno drži. 5 reber si je polomila, potem med tekmovanjem eno izmed teh reber prebilo je celo pljučno krilo, še zmerom je nadaljevala s tekmovanjem. Zdaj, šlo je za olimpijske igre, tam je bila njena ekipa, trener, verjetno vodstvo naše olimpijske reprezentance in tako naprej, organizatorji. Jasno je bilo, da je v hudih bolečinah, slišali smo te njene krike. Me zanima vajino mnenje, zdaj z časovne distance, kot sem rekel, kaj pravite vidva na to, da je ona nadaljevala in kaj pravite na to, da je nihče tam očitno ni ustal? Jaz mislim, da, Tino, če lahko začnem, jaz mislim, da to ne gre primerjati z nogometnim gladiatorstvom, ker, bom rekel, smetano vendarle na koncu, ne glede na dobre plače, v nogometašov poberejo lastniki klubov oziroma delničarji klubov. Pri tem primeru se mi zdi je razlika tudi v tem, da je to individualni šport, za enostavno željo te naše klene Petre Majdič, da poskuša vendarle, dokjer bo pa šlo, ne? In je šlo pač do cilja in celo do 3. mesta, da poskuša nekaj narediti. Ne? V končni fazi, verjetno se je za to olimpijado pripravljala verjetno več let, oziroma vsaj 2-3 leta, ne? In enostavno verjamem, da če ne bi poskusila, da bi se vedno spraševala, še danes spraševala, kaj bi lahko naredila in kako bi lahko naredila. Mislim, da tle ni šlo za pritisk njenega niti strokovnega štaba, niti reprezentance, ampak to, kar je ta punca, ženska naredila, je, ne vem, za kapo dol dati, no, enostavno bi treba koga iz zdravstvene stroke potrebno vprašati, koliko blizu je pa ona bila kakšnemu kolapsu, da bi verjetno dobili odgovor, ki nas bi verjetno tudi streznil v takem primeru. No. Če bi šlo za moškega, ker moški smo tako, ko nas gledajo ženske, kako gledamo nogomet in kako smo resni v teh stvareh in kako se bomo stepli, če je treba, zaradi žoge. Ne? In reče, šutasti moški, sam tisti kos usna in so se pripravljeni ubiti za to. Ne? Tukaj je bila pa ženska. Ne? Ženska z neko igro, spet igro, kakorkoli. Tudi če so to olimpijske igre, če je to kariera, športna, ampak vendarle, da dejansko riskiraš življenje, to je lahko sicer njena lastna odločitev, ne? Ampak se moramo vprašati, kakšen zgled je to. Kakšen zgled je to za naše otroke, ko to gledajo, kaj bomo zdaj rekli? Bravo, odlično je dobila medaljo. Ne? Jaz se strinjam, da je to norost. Ne? Gledamo tako po strani. To sem se recimo jaz vprašal, mislim, hvala Bogu, ne, nihče si ne zna predstavljati, da bi se to zgodilo, ali pa Bog ne daj, da bi komu to privoščil, ampak če bi slučajno bil tragični konec, jaz ne vem, kako bi raztolmačil zapis, recimo, umrla med osvajanjem olimpijske medalje. Ne? Zdaj, to je anti-junak, ne? To ni junak, ampak to je anti-junak, ker je to stvar pripeljalo do absurda. Ne? In to je, ne vem, če pomislimo recimo na maraton, na to zgodbo o maratonu, ko je pritekel v prvega maratonca, ki je padel mrtev. Je padel dol in tudi mrtev. Ne? V bistvu ne smeš sebe tako pripeljati do take točke, da riskiraš življenje, da se uničuješ zdravje. To je tudi, ne vem, to je v nasprotju z zdravjem, z zdravim načinom življenja. V končni fazi je tudi to v nasprotju z vsemi religijami tega planeta. Ne? Ker Miran, jaz razumem, da je ona hotela to narediti, ne? Ampak tam so tudi ljudje, ki mogoče lažje od nje bolj trezno razmišljajo, ker recimo za Eriksena se zdaj že govori, ne? Praktično vsi rečejo, verjetno nikoli več ne bo igral nogometa. Bral sem tudi posebej v Italiji, imajo celo zakonodajo, ki preprečuje tistim, ki imajo težave z ritmom srca, da ne smejo se ukvarjati profesionalno z nogometom, so zaradi tega tudi zelo statistično gledano zmanjšali število smrti zaradi odpovedi srca med športno dejavnostjo. Ne? Se pravi, zdaj bo njemu nekdo rekel, ne? Kljub temu, da se veliko denarja okrog tega vrti, ker mimo grede se pri smučarskem teku ne. Tu je res šlo za neko čast in slavo, ni šlo za denar.
da ni bilo tam nobenega, ki bi rekel, čak malo, pa ni vredno umreti zaradi medalje. Ne? To mene recimo fascinira. Ravno se hočem vživeti v vlogo njenega dohtarja, ne? Kako to naj reči, pa kako jo prepričati, da naj ne bi šla, pa verjetno sem prepričan, da še tako dobremu retoriku ne bi to uspel. Enostavno, Petra Majdič je nekdo, ki ne bo popustila, dokler ne bo padla dol, no, po domač povedan. Ja, sej padla je že na začetku, nažalost, že v ogrevanju, ne? Sej, če ne bi bilo tistega padca, mogoče bila tudi zlata, ampak tudi po tej poškodbi se vprašanje, koliko so znali sploh povedati, kako nevarno je, jaz verjamem, a so ali niso, ne vem, no, ampak verjamem, da so ji razložili, za kakšne poškodbe gre, in je še vedno šla v riziko. Jaz se strinjam s Tinom, da je to lahko neodgovorno do lastnega telesa in torej do samega sebe, ampak očitno je bila ta želja po tem uspehu, katerega gradiš 2-3 leta, fokusiraš se njanga, torej olimpijske igre, je bila veliko močnejša. Sej, verjetno, veš, jaz verjamem, da tudi ona ni tako divja. Ne? Zdaj, ja, nevarnost se je zgodila, ker je seveda pljučno krilo bilo naknadno prizadeto, ne? Ampak ona se je očitno s tistimi 5 zlomljenimi rebri odločila, do kodar bo šlo, bo pa šlo. Ne? In kasneje je prišlo do te verjetno, ne vem, meni se sliši grozen, verjetno je tudi nevarno, ne? Da se ti takole prelukna pljučno krilo. To njeno kričanje, ne? Recimo, v cilj se nemočno zgrudi na tla in kriči tam na ves glas. Ne? Kakšna reklama je to recimo? Rekel bom tako, ne? Izpadla je k sreči heroj in je lahko bi pa tragično se končal. Recimo, če bi predstavljamo si, da bi recimo v biatlonu, ne? Recimo, da bi vzela puško in da bi začela streljati okrog, ne? Kaj bi pustili, ne bi, ne? Zato, ker ogroža druge. Zdaj, ker je ogrožila sebe, jo pa pustimo. Se razumeva, Tino, jaz se strinjam. Jaz sem pravim, da pač primt ali pa varnostnika 2, ker ona ni bila, ona ni bila sposobna trezno razmišljati. Se strinjam, ampak jaz samo pravim, da ne gre primerjati nogometnega gladiatorstva s tem individualnim športom. Erikson, če ne bi te tekme začel... Ni šlo za posel, ni šlo za denar, to se strinjam. Ja, točno to, ne. Tako da tle sem jaz mogoče malo bolj mehak do nje, no, to se tudi strinjam s tabo, da je nihče verjetno ni silo, probi, ne. Po moje ni nihče rekel probi, ne, ker jaz verjamem, da zdravnik, naš reprezentančni, če imaš 5 rebr zlomljenih, da to zna ugotoviti, ne. To se te sam dotakne, tudi te more boleti. Sploh si ne predstavljam, da tak fizični napor, ne, in to še ponavljati ta fizični napor, v bistvu večkrat v istem dnevu, ne vem. Se pravim, hvala Bogu, ni bilo pač tragičnega konca, ampak če bi bil, vprašanje je res, mislim, kakšno sporočilo. Jaz absolutno se strinjam s tem, da je to norost. Absolutno. Ampak kako ustaviti tazga človeka, tle nimam odgovora. No. Vprašanje je, kakšne so posledice. Ne? Ni treba, da umreš takoj, ne? Lahko umreš 20 let kasneje, lahko boš imel, ne vem, astmo celo življenje, ne vem, pač so določene posledice, ne? Zato to ni zdaj, hvala Bogu, da ni kaj hujšega, ampak ne vemo pa. Ne? Kako ustaviti, tudi jaz ne vem, sem pa glih v teh dneh zasledil, kako je en tovornjakar ustavil enega samomorilca, ki ga je videl na nadvozu, je parkiral spod kamion, ni mogel skočiti. Tako da se, ampak ne bomo mi toliko pametovali, naj si vsak gledalec, gledalka ustvari svoje mnenje. Za danes pa Miran Videtič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajine komentarje. To je bil o modernih gladiatorjih že 598. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, koliko so vredne naše diplome. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.